Ogledali si bomo prikaz ugotovitev na podlagi analize dosedanjih aktivnosti za ohranjanje spomina na Rupnikovo linijo ob rapalski meji. Informacije so pridobljene iz literature, virov in terena. Rupnikova linija je poimenovanje za obrambno črto, s katero je Kraljevina Jugoslavija med leti 1935 in 1941 utrjevala območja ob rapalski meji in na severni štajerski meji. Ozemlje je na zahodu ogrožal italijanski alpski zid, na severni meji pa se je alarmantno približala nacistična Nemčija z Anšlusom Avstrije. Potek rapalske meje in obrambnih linij ob njej je zaradi reliefa izjemnega strateškega pomena. To zavedanje je bilo prisotno že v antičnih časih, zato se marsikje pozicija prekriva z ostalinami rimskega zidu. Načrtovana je bila sklenjena obrambna linija, ponekod okrepljena z 2 dodatnima črtama, vendar to ni bilo v celoti uresničeno. Konstrukcije so bile razdeljene v sektorje glede na pomembnost. Objekti Rupnikove linije so danes na območju ob rapalski meji različno ohranjeni. Nekateri niso bili nikoli dograjeni, ker je dela prekinila vojna. Ponekod so jih zrušili Italijani, danes pa na njihovo stanje vplivajo okolje in človeški posegi. Najtrpežnejši objekti so večja atrakcija za mimoidoče in turiste, zato je na teh mestih turistična aktivnost bolj smiselna. Največ ohranjenih utrdb je na Blegošu, Žirovskem vrhu in v okolici. Ostanke utrdb bi lahko tudi v lastni režiji našli marsikje, a je na območjih, kjer so v zelo slabem stanju, brez oznak in urejenih prizorišč, lahko to zelo težka naloga. Za orientiranje na urejenih poteh lahko sledimo znaku. To je nekako univerzalna označba. Prvi so jo začeli uporabljati v Gorenji vasi Poljane. Dejavnosti prizadevnih organizacij obsegajo vključevanje v projekte za pridobivanje sredstev, pripravljanje muzejskih zbirk, vodenih ogledov, izdajanje brošur in označevanje tematskih poti. Primer pestrega dogajanja je podzemna utrdba Goli vrh, kjer so se med drugim odvijali koncerti pevskih zborov, uredili pa so tudi igrišče za balinanje. Večje premike v zanimanju za Rupnikovo linijo je možno zaslediti šele v zadnjih desetletjih. Morda je k predhodni stagnaciji delno prispevala kontroverznost generala Leona Rupnika, po katerem je bila linija neuradno poimenovana. In na koncu je bil ustreljen kot narodni izdajalec in morda je tudi zaradi tega ta Rupnikova linija od 1945. leta pa do 2003. leta utonila v pozabo. Na izkoriščanje bunkerjev, tam, kjer so ohranjeni, vpliva interes in predvsem financiranje. Preko spletnih strani in turistično-informacijskih centrov smo ugotavljali stanje utrdb in predstavljanje le-teh. Na informacijskih tablah so običajno podane osnovne zgodovinske okoliščine, zemljevidi in ilustracije. Vodenja pa so opremljena še z anekdotami. V Kranjski Gori se nahajajo ostanki jarkov in bunkerjev, ki pa so zaraščeni in jih ne urejajo za turizem. Med Radovljico in Begunjami naj bi Rupnikova linija zapirala dostop do Zgornje Savske doline. Nekateri bunkerji v Radovljici so obiskovalcem zlahka dostopni, niso pa označeni in tamkajšnji turistični center ne ve nič o njih. V mestnem muzeju v Radovljici pa se, z izjemo zunanjega predavanja, tematike zaenkrat še niso lotili. Podobno je z bunkerji na Bledu in v Tržiču. V Železnikih, ki so bili sedež sektorja 4, je bilo stičišče odsekov obrambnih linij severne in zahodne fronte. To so Ratitovec, Javorjev vrh, Jelovica, Radovljica, Dobrča, Tržič. Ter nadaljevanje obrambne linije proti jugu, to so Savska brana, Ratitovec, Blegoš. Tudi v tej občini so objekti lahko dostopni. Lokalni muzej skupaj z občino dela na predstavitvi in ohranjanju Rupnikove linije na tem območju. Turistično ena bolj zanimivih občin je Gorenja vas Poljane, saj so uredili veliko ohranjenih utrdb, mimo oziroma do katerih potekajo tematske poti. Vsako prvo soboto v mesecu pa Zavod Poljanska dolina organizira voden ogled podzemne utrdbe Goli vrh. Možni so tudi ogledi z razširjenim programom po dogovoru z zavodom. Največji znamenitosti sta podzemni utrdbi Goli vrh in Hrastov grič. V tej občini je Rupnikova linija potekala tudi preko Blegoša,
kjer se nahajajo številni objekti, ki pa marsikje propadajo. Ponekod je možno zaslediti informativne table in oznake poti. V bližini Žiri se je Rupnikova linija raztezala preko Žirovskega vrha do vrha Svetih treh kraljev. Spletna stran občine Žiri ponuja lokalni zemljevid z vrisanimi objekti in možnost vodenega ogleda. Na širšem območju Loške doline opravlja turistično in informacijsko dejavnost tudi občina Škofja Loka. Tu je bil tudi sedež tretjega sektorja, ki je zapiral dostop proti Ljubljani čez Poljansko dolino. Tu potekajo tematske poti ob Rapalski meji in Rupnikovi liniji. Vrhnika je bila sedež sektorja 1, ki je bil namenjen za obrambo vstopnega koridorja ob cesti in železnici Trst-Ljubljana. Po obrobju Zaplane do Strmice se nahaja veliko bunkerjev. TIC Vrhnika skupaj z zavodom Ivana Cankarja prirejajo dejavnosti na Zaplani. Na tematski poti se ob bunkerjih nahajajo informativne table z ilustracijami postavitve, gradbenega načrta in razlagami. V Logatcu obstajajo objekti v Blekovi vasi, na Režišah in v Zapolju, kjer se ob Tržaški cesti nahaja dvoetažni težki pehotni objekt. Turistične ponudbe ni, občasno pa mimo ostankov vodi pohod po Logatcu. Cerknica je bila sedež 5. sektorja. Linija je tu potekala od Rakeka do Cerknice in Slivnice. Razen omembe na spletni strani, občina turistično ne predstavlja tematike. V Loški dolini obstajajo zgolj ostanki utrjenih točk. Temelje kasarne so umestili na krožno planinsko pot na Gornje Poljane, sicer pa je več dogajanja v zvezi z Rapalsko mejo.